Dragi gledalci, če vas zanima potovanje v 3 zelo zanimive dežele, potem vam predlagam, da si pogledate oddajo Moja dogodivščina v celoti. Potovali smo po Pakistanu, Filipinih in Bosni in Hercegovini. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes je z nami Tomaž Gorec, ki je slovenski popotnik, bloger, youtuber in ustvarjalec potovalnih vsebin, ki je obiskal že več kot 50 držav sveta. Na svojih poteh raziskuje manj znane kotičke, spoznava domačine in išče zgodbe, ki pokažejo pristno življenje onkraj turističnih poti. Tomaž, danes nas popelješ v svet. Počneš zelo veliko stvari, midva se poznava iz biznisa v resnici, ampak ja, najbolj te pa prepoznamo po potovanjih. Še posebej sem preko tvojih vsebin spoznala Bosno, ki do tvojih vsebin nikoli ni bila na seznamu mojih destinacij, ki jih želim doživeti, ampak ti si mi pa res odkril in naravo in kulturo na nek način. Povej nam vse, kar želiš o Bosni, da jo malo bolj spoznamo. Ja, to je res, v Bosni sem zelo velik. No, na začetku, da najprej pozdravim tvoje gledalce. Drugače pa ja, v Bosni sem velik, po mojem sem bil že ne 70-krat, 80-krat, mogoče tudi več. V Bosno sem začel hoditi tam, ko leta 2005 sem šel parkat in mi je bila zadeva všeč in sem se vedno rad vračal. Potem je pa tako, bolj ko spoznaš, bolj vidiš, koliko še nisi videl, kaj še vse moraš videti, ker pač tako, ko si kje, pa se pogovarjaš z nekom, pa prav, a tam si pa bil, ne, nisem bil, pa pol, ko prideš domov, malo raziščeš, pa rečeš, to moram iti. Tako da ja, me je zmeraj privlačila, zmeraj je bilo še kaj novega za odkriti. Zdaj že prav veliko novega nimam za odkriti, no, razen na Goro Pren bi še rad šel, to je tam iz Konjica se štarta. Drugo sem pa več ali manj že kar vse videl, no, tako da, no, kakšne gore še za osvojiti, tega je še nekaj, ampak to mesta, glavne znamenitosti, to sem pa že vse videl. Kaj pa bi rekel, da te najbolj navdušuje? Ali narava, veliko raziskuješ narave, kar je tudi meni zelo blizu, tudi mesta, tudi kulinariko na vse zadnje, tam se tudi dobro je. Kaj te najbolj potegne, da si se 80-krat že vrnil v Bosno? No, narava pa prijazni ljudje, ne. Ljudje so res zelo, zelo gostoljubni. Kot Slovenec, pa verjetno tudi kot kdo drug, si vedno dobrodošel, zmeraj te lepo sprejmejo. Še veliko lepše te sprejmejo tam, ko ni nekaj zelo, zelo turistično, ne. V kakšnih vaseh so te ljudje tako veseli, imaš da občutek, da je Tito prišel, no, tako da to pa seveda, no, hrana je odlična, tako da tudi zaradi hrane, ne. Mesta so pa tudi nekaj posebenega, no, jaz nisem ravno velik ljubitelj mest, vedno bolj raziskujem naravo, ampak tukaj, glede na to, da so v Bosni 3 kulture, 3 različne vere, jih je več, ampak 3 ta glavne, ne, je tudi, so mesta zaradi tega zanimiva. Ne vem, prideš v Sarajevo, se pravi na Baščaršijo, ta star turški del, kjer so džamije, arhitektura turška, ne, nimaš občutka, da si v Evropi. Isto je to v drugih mestih, recimo Travnik je tudi eno tako mesto, bi rekel, turška arhitektura z džamijami. Tako da, zato so mi mogoče v Bosni malo bolj všeč mesta, kakor so mi kje drugje. Tudi Mostar je biser, čeprav veliko ljudi naredi napako, ko grejo iz Sarajeva domov proti Sloveniji, se za 2 ure v Mostarju ustavijo in mislijo, da je to, ampak najbolj zanimive stvari so v okolici Mostarja in jaz, če kdo to še ni šel, pa namerava iti, mu svetujem, da vsaj enkrat prespi v Mostarju, rajš pa 2-krat, ker je veliko fantastičnih stvari, ne vem, Počitelj,
Bunski kanal, izvir reke Bune, Trnjava, Herceg Stepan, potem Fortica, to je tam gor proti Veležu greš, so take čudovite razgledne točke. Na drugi strani doline reke Neretve je gora hrib Hum, čudovit razgled zvečer, blizu je tudi Medžigorje, Kravice, slapovi, to je fantastično, ampak so pa toliko dvigani zadnje čase stopnino, da to je že malo vprašanje, če se splača iti, ker je še toliko drugih stvari, no, tako da res fantastičnih. No. Verjetno so tudi ugotovili, da prihaja toliko več obiskovalcev k njim in želijo tudi morda kaj od tega imeti. Ljudje se kaj po ledu skopat hodijo in če cel dan se tam kopaš, je mogoče ta vstopnina upravičena. Če pa greš sam dol, se sprehodiš za eno urco, si tam malo pogledaš, je pa malo prehuda. Jaz zadnjič, ko sem bil, smo bili, pač naše podjetje, smo šli na izgled dol in tisti, ki je na blagajni nam te karte prodal, ne, vpraša, koliko vas je, pravimo 5. Rekel, bom sam 4 računal. Zato, ker se njemu zdela velika cena. Ne. Pa sem pozabil, koliko je bila, se verjete na internetu, ampak je bila res visoka, tako da mislim za bosanske razmere sploh. Ne. Morda pogosto so te kakšne vstopnine visoke, da morda to tudi vrne koga, da gre, da se zmanjša neko število. Ne? Mogoče je to, ne vem. Ampak drugače v Bosni je toliko še lepih stvari, ki ni nobene vstopnine, pa ko smo se prej pogovarjala, ne, bi rekel, neki čist turistični kraj. Lansko leto sem bil prvič v Nevesinju, tam zelo redek turist zaide, ampak to so toliko fantastični kraji. Sem eno čudovito jezero najdel. Jaz sem ga sam na Google Mapsu najdel, rekel, to grem pa pogledat. Potem tudi imajo neko visoko planoto, ki pravijo bosanski ali pa hercegovski Tibet, se zdaj ne spomnim točno, tudi fantastično, to je taka planota, res lepo. Potem tam en stari most iz turških časov, ki je menda starejši kot ta Mostarski most, majčkeno že propada, polet se reka čisto izsuši, jaz sem bil takrat, ko je bila sušena, drugače teče voda, fantastična narava, nobenih turistov, smešno nizke cene. No, tam sem pa potem še šel na Veleš, na goro Veleš, ampak ponovadi gre ljudje z gore Veleš iz mostarske strani, iz Nevesinske je pa glih kontra, je pa stena taka ful dobra, 800 metrov, je tudi ferata, sem šel prek te ferate, fantastična, tako da res lepi kraj. No. Kakor te poslušam, res želiš tudi sporočiti gledalkam in gledalcem, bodite radovedni, iščite nove kraje in lahko se marsikaj novega doživi. Režijo bom prosila za fotografije, pripravila sva jih nekaj iz Bosne, tako da lahko malo pokomentiramo, kaj se da tudi videti, če pokomentiraš, to je iz... To je iz Banja Luke, pravoslavna cerkev, zelo lepa. Banja Luka je zanimiva, je blizu, mi z Dolenjske, si prej kot 3 urah v Banja Luki. Ljudje zelo gostoljubni, tako da zelo priporočam. Čudovito. Režija, naprej prosim fotografijo. Mogoče ta čas, ko čakava fotografijo, da povem to, da si prej rekla, ne, nisi nikoli v Bosni razmišljala, pa si mene tokrat videla. Jaz bi mogoče tem Slovencem, ki radi potujejo, povedal, ne, da imamo tukaj zelo blizu tak biser in mogoče, da je namesto, da bi šli nekam v Azijo, pojdite v Bosno, oziroma jaz bi tako svetoval, ne, namesto, da greste na dopust na Hrvaško, pojdite v Bosno, ni sicer morja, je, ampak tam niti jaz ne jemljem za Bosno, ampak imate reke, jezera, kjer se lahko kopate. To je en moj prijatelj naredil, ki je z mano šel v Bosno in je potem odpovedal dopust na Hrvaški, pa je šel raje v Bosno in je rekel, fantastičen dopust, 3-krat manj zapravil,
zelo lepo sprejet bil, tako da razište to, ker Pa tako blizu je, pa ne? tako blizu Par ur je. ga Ja. imamo. Pa, Naslednja fotografija. to je fotografija iz Sutjeske, to je ta znameniti spomenik, ki je posvečen bitki na Sutjeski, eni največjih bitk na področju bivše Jugoslavije v drugi svetovni vojni. Mogoče največja, mogoče je bila bitka na Neretvi večja, te dve so bile največje. Pa ne zdaj tukaj, ne da se gre zaradi tega spomenika, tukaj je narava čudovita, tukaj je zelen gora, to je fantastično, cel kup jezer, zeleno. To sem, če se greš panoramsko z avtom voziti, je fantastično, pa se malo pri teh jezerih ustaviš. Potem je tukaj najvišji vrh Bosne in Hercegovine, Maglič. Potem, če se sem malo, če greste nazaj, majčkeno okoli, greste sicer čez Črno goro, pa je Trnovačko jezero, ki je v obliku srca. To pa je na mojem seznamu. No, tako da tukaj so čudoviti kraj. Tudi na rafting na Tari greste, tukaj dobro izhodišče. Foča je zanimiv mest, tako da zelo lepi kraj. Režija, še dve fotografiji imava, vasice Lukomir. Ja. Pa kar naslednjo bi prosila, ker se res tako lepo vidi, kaj lahko poveš o Lukomirju? No, to je pa verjetno meni najbolj zanimiva stvar v Bosni in Hercegovini. To je pa res čudovita vasica, jaz sem bil 5-krat po mojem. In imam še nameniti, čeprav sem bil 5-krat, ker imam še veliko stvari tukaj za raziskovati. Tukaj ta slikca, ki je od odzad, je 850 metrov globok kanjon. Zakaj vem, da je 850 metrov? Zato, ker sem drona spustil, pa mi je pisal -850. Prenočišče zberem ponavadi eno od telih hišk, ki jih vidite. In sem se tudi z enim lastnikom, so zdaj že, bi lahko rekel, prijatelja, da sva, ne. In je rekel, da me bo enkrat dol peljal v ta kanjon, da so čudoviti slapovi, da to sploh noben ne ve. On je bil pa rojen v tej vasici in tudi odraščal in seveda to super pozna, tako da... Pa z domačini je najbolj šeita, ne? Ja, to Najvišja vsekakor. vasica v Bosni. Najvišja gorska vasica v Bosni, ki je naseljena. Sicer ta je naseljena nekih 9 mesecev, takrat, ko je pa zima, pa ljudje grejo ven. Super. Tomaž, na tem mestu si bova vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, bodite z nama tudi po odmoru. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes z nami v studiu Tomaž Gorec, s katerim se potepava po svetu. Tomaž, iz Bosne greva zdaj malo dlje. Ko sva se pogovarjala, da izbereva nekaj destinacij, ki bi nam jih lahko danes skozi zgodbe in skozi fotografije opisal in ponazoril, sva izbrala tudi Pakistan. Se mi zdi tako res ena taka daljna dežela, v katero ne gremo kar tako, a ne, morda ni na seznamu top destinacij in ravno zato mi je bila zanimiva, ko si mi omenil, kaj pa če greva v Pakistan. Povedal si mi, da imaš toliko zgodb, lahko začneva kar s fotografijami in potem nas popelji v Pakistan. Ja, Pakistan je res zanimiva destinacija. Jaz sem se najbrž za njo odločil tudi zato, ker je malo drugačna. Pa veliko hribov je in hribi so mi všeč. Pakistan je čist drugačen, kakor ne vem, neki Filipini, Indonezija, pa tudi Bosna. Zdaj, ljudi je verjetno strah iti v Pakistan, ker je pač to neka muslimanska država, zaostala in po talibanih jo poznamo, čeprav talibani so bolj v Afganistanu. No, ampak jaz sem že prej imel izkušnje z muslimanskim državam in sem vedel, da bodo ljudje prijazni in se nisem nič bal. In lahko tudi trdim, da je to ena najbolj varnih držav, kar sem bil. Jaz sem prepričan, da če bi stvari pustil na cest, na ulici svoje, se ne bi noben dotaknil. V to sem prepričan. Mogoče lahko za začetek povem eno zelo zanimivo zgodbo.
Eden me sem hotel v Pakistanu nategniti, po domače povedano. To je bilo v mestu Lahore. To je imel takrat prek 10 milijonov prebivalcev. To je obmejno mesto z Indijo, ogromno. Jaz sem šel v ta Lahore izključno zaradi tega, ker je ena zelo velika džamija, zelo arhitekturno zanimiva. In sem šel zato, drugače sem imel pa tudi malo problema s smogom in tako naprej, ne. Prej smo bili gor na hribih, vasice pa to, tako da je bilo kar malo šok v tem mestu, ja. A sem jaz rekel mesto Lahore ali kako? Ne, narobe sem rekel, na drugi strani je Lahore, na tej strani je pa... Ne, Lahore, Armicar je na drugi. Prav sem rekel, ne vem, kam je toliko zmešalo. Toliko mest si že bil, ste kdaj kje zameša. Ja. No in tukaj smo dobili enega, da nas rikšo pele nekam in se zmenimo, seveda za ceno sem se prej zmenil in ko pridemo, hotel pa 50% več. Kar to se na potovanjih doskrat dogaja in se moš pol malo pregovarjati pa tako naprej. No in tukaj se začnem pregovarjati z njim, ker sem si rekel, noben me še ni nategnil, pa me tudi ti ne boš. In priletijo ljudje z ulice, kaj je, jaz enemu razlagam, da so se zmenila za 100 rupij, oni zdaj če pa 150, čeprav to je bilo 1 evro mogoče razlike, ampak šlo se mi malo za princip. In me ta starejši gospod vpraša, naj mu pokažem, iz kje me je pripeljal, in ko sem mu jaz pokazal, s kje me je pripeljal, ga je klafutnil onega človeka in so ga kar tep začeli, ker je hotel tujca ogoljufati, ne. Tako da zelo varna država, absolutno se nimate kaj bati. Res, ljudje prijazni. No, tista prva slika, ki ste jo videli, je zanimiva bila. Veliko smo se po gorah vozili in to so take ceste, da se peleš, pa v bistvu čez okno dol gledaš 1000 metrov dol. In tam na tisti sliki, ki je tudi zdajle vidite, to se je pač, skala se je utrgala in smo mogli mi malo počakati, da je en bager prišel, pa da je tole. Oziroma tukaj niti ni bager prišel, tukaj smo pol kar pešli čez prtlago in nas en domačin s traktorjem počakal, pa nas je peljal do vasi, ene 5 kilometrov stran, ker smo tam tudi spali. To je bilo pod goro Nanga Parbatom, ki jo tudi ste videli na eni sliki. Jaz sem šel potem do tega baznega tabora, sem šel peš, tako da... Zanimivo. Ja, skozi takšne zgodbe vidimo v resnici, kakšna je sicer kultura, vedno se pa najde mogoče kdo, ki hoče iti malo preka, ne, ampak tukaj zdaj vidimo to goro, ki si jo omenil, a ne? To je Nanga Parbat, ja. Se vidi, kako mogočne so te gore, ne, verjete, narava res nekaj markantnega tam v Pakistanu. To je tisti 8000-ak, iz katerega so Tomaža Humarja reševali, in bazni tabor je tisti, ko so ga s helikopterjem dol pripeljali, ne. Jaz mislim, da sem ta dan naredil čez 40 kilometrov peš, ampak mi ni bilo nič težko, ker me je toliko vleklo to gor, sem rekel, to moram videti, ne. Tako da tukaj je bila fantastična izkušnja, drugače pa prej, ko si omenila, ne, da se kakšen najde, da te malce okoli prinese. To je bil edini človek v Pakistanu, ki me je hotel nategniti. Drugače pa v Pakistanu, kamorkoli smo prišli, so nas ljudje vabili domov. Jaz sem dobil 50 vabil domov, siguran. Ene 5 jih tudi izkoristil, vse žal ne moreš. Ko greš kakšno tako znamenitost njihovo pogledati, ne vem, kot je džamija v Islamabadu, to so se ljudje, otroci v vrsto postavili, da so se slikali z mano. Na ulici ti kdo sem reče, če ga tako niso vsiljivi, če pa vidi, da ga pogledaš, pa prav, gospod, sem vesel, da ste prišli moje deželo pogledati. Na banko smo šli denar zmeniti, so nas direktorju peljali in je direktor rekel, kaj lahko za vas naredim, in nam je vse ture zrihtal, vse, kar se dalo. Tako da neverjetno doživetje in jaz si ful želim še v Pakistanu. Tudi direktor hotela te je povabil ali domov, ali kaj je bila že zgodba? Ja, to je bilo pa v kraju Čitral, ki je izhodišče za ogled tega ljudstva Kalašov. Ljudstvo Kalaši so potomci vojske Aleksandra Makedonskega in imajo tudi poteze malo take grške, bi rekel. Oni živijo tako, kot so, tudi vin pridelujejo.
No in v tem Čitralu smo bili, iskali smo prevoz vodiča, pa nismo najdeli in v enem hotelu nas pa en človek govori, pa reče, jaz sem direktor hotela, ne, tukajle, vam lahko kako pomagam, smo rekli, ja, iščemo to. Je rekel, lejte, vam lahko zrihtam prevoz za vodiča, vam grem pa jaz. Sem rekel, koliko bo prevoz koštal? Je rekel, ne vem, ga bom poklical. Potem še rečem, koliko bo on stal, ker to je fino, da se zmeniš, da ni pol kakšnih presenečenj. Je rekel, ne, jaz grem za ston, ne. To si on čuti kot dolžnost. In vsem tem ljudem so na koncu hoteli nekaj dati, pa ni noben hotel nič vzeti. In ta direktor je bil tudi, direktor hotela je bil direktor enega hotela prav v vasici prej in je vse domačine poznal in smo imeli odprta vrata čisto vsako hišo in to je bil tudi neki neverjetno doživetje. Kaj pa lahko še o Kalaših poveš? Ja, Kalaši so ta ljudstvo, se pravi potomci vojske Aleksandra Velikega, Aleksandra Makedonskega. Živijo. Zdaj jih tudi vidimo Živijo, na ja. fotografiji. To so njihove noše. Predelujejo vino. To je ena taka, drugače pa živijo, niso pokriti, ker je muslimanska država, tako da pač živijo tako, kakor so živeli pred par stoletji in jih pustijo primer. Govorila sva tudi o dolini reke Hanze. Mislim, da se tako pravilno izgovori, odkoder izvira Hanza voda, ki velja za neko oazo neke mladosti ali pa večne mladosti, dajva tako reči. In verjetno tudi to ljudstvo pije to vodo, zato so tako zdravi. Bom kaj prebrala. Gre za naravno alkalno vodo, bogato z minerali in antioksidanti, ki nastaja iz ledeniškega prahu in velja za živo vodo. Si jo poskusil, si doživel, kako si doživel to dolino? To vodo sem pil, čeprav moram reči, ta teorija, zakaj. Tukaj ne bi živeli najstarejši ljudje na svetu, ne bi bili, ampak uradno niso, zato ker nimajo papirjev, ker tam... Nima nekega rojstnega lista, verjetno. Zdaj ga imajo, pred 100 leti ga pa niso imeli. In dolgo časa so temu, da so to doživeli, pripisovali marelicam. Ta teorija, ki se ti zdaj prebrala, je pa nazaj prišla šele 15 let nazaj, sem jaz prvič o tem prebral. Mislim, to je tam dolina reke Hunze, Hanza ti praviš, ne vem, kako se izgovori. Tako da ja, smo pili to vodo, tudi tam iz ledenika voda prihaja, imajo zelo zanimivo narejeno v steni skalni, imajo izklesano, bi rekel, da voda teče, ker veš, če ledenik gre pol vse dol, oni so pa to višji hoteli dobiti in so pol speljali, tako da ja, smo to vodo pili in tudi fantastična izkušnja. Gre to tako, dobiš tisti občutek, da piješ neko res tako kristalno čisto vodo, že iz tega vidika mora biti to res nekaj posebnega. Na koncu sveta tako rekoča, oziroma nekaj na drugem koncu sveta, kakor smo doma, tako da mora biti res nekaj posebnega. Se bo še vrnil v Pakistan? Imaš namen? Ja, imam namen se še vrniti v Pakistan, ker v Pakistanu to je že več kot 20 let, kar sem bil. In imam veliko željo in bom tudi probal iti čim prej. To je tudi ena najcenejših destinacij. Čudovita je v tej dolini reke Hanze. Je pa meni velika voda, so me te marelce navdušile, ker imam marelce ful rad in jaz sem skoraj samo v teh marelc živel. Tako kot Kalaši, v resnici si malo njihov način življenja prevzel. Ne, Kalaši so drugje. Pardon. Kalaši so čisto drugje, ker razlika je 2 dni vožnje, tako da tam... To pa ni ravno za ovinkom. Tomaž, vzela si bova ponovno kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, bodite še vedno z nama tudi po odmoru, namreč odpravila se bova še nekam, še eno zgodbo imamo za vas, tako da bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Danes se potepamo po svetu. Tomaž Gorec je z nami v studiu. Tomaž, iz Bosne v Pakistan, zdaj pa greva kam? Na Filipine. Odlično. Povej nam, kaj o Filipinih. Filipini so otoška država, mislim, da imajo okoli 7000 otokov, znana po čudovitih plažah.
tudi nizkih cenah, ljudje so tudi prijazni. Imaš pa tukaj vse živo za videti, ne. Mene je mogoče najbolj impresioniralo kitovci, to so te ogromne ribe, ne kot kit, ampak bom rekel, 7 metrov so dolgi, ne, in greš ti lahko z njim plavati. To je v kraju Oslop in to plavaš, če imaš GoPro, snemaš, to je res fantastično doživetje. Tle v Oslobu jih hranijo in potem pridejo in to je kar, bom rekel, huda turistična znamenitost, to je na otoku Cebu. No, potem druga zadeva, ki mi je bila tudi zelo všeč, so bile želve. To sem bil pa na enem otoku Apo. Sicer so tudi drugje te želve, samo jih je manj. Tle na Apu jih je pa zelo veliko, to je en otoček, ki niti elektrike nima, vse na agregatih je, pa tako, zelo majhen. In jaz, ko sem tja prišel, sem mislil, sem tle tudi mogel neko agencijo dobiti, da me nekaj peljejo, ker tam tisti kitovci te tudi malo peljejo, peljejo. 100 metrov te s čolnom peljejo. Ne, pa enega tam vprašam, pa pravi, ja, tle so kar noter, ja. In to res, to želva pri želvi, ne, to ne moreš verjeti. Tudi z njimi lahko kar plavaš? Ja, plavaš z njim, ne. No, potem slapovi so tudi čudoviti na Filipinih, ne. Tukaj je pač ta tropski pragost, ne, in dostikrat dež pada in da je zelo veliko rek, takih manjših, in to so skozi neki slapovi. In jaz sem se na enem enkrat ustavil, ker sploh ni niti na zemljevidu ni bilo, niti nič, sem videl sem tablo ob cesti, pa sem rekel, bom pa zavil. Zaviješ in greš pogledat, ne. Je pa moj način, recimo po teh jugovzhodni Aziji, način potovanja je tak, da pridem na en kraj, sem ponavadi malo dlje časa, ker včasih sem to prej se premikal, in si najamem skuter, ki običajno košta od 3 do 6 evrov na dan, plus bencin, ampak to tako malo že, da je zanemarljivo, ne. In se potem s tem skuterčkom raziskujem. Rekordno sem enkrat celo 300 kilometrov naredil en dan. Tako da se da res veliko narediti, ampak dobro, bolj udobno je od 100 do 150 kilometrov na dan narediš in se fantastično imaš, tako da... Skuterjem sem jaz tudi nedavno odkrivala Amalfijsko obalo in je res zanimivo, zelo si agilen in zelo veliko stvari lahko vidiš, prideš čisto zraven. Tako da res, sicer je bolj komfortno morda z avtom, ampak ne, je pa bolj raziskovalen način, ne, tako da pa take dežele, kot so Filipini, toliko otokov, toliko stvari, ki jih morda, na katere se ne moraš pripraviti, preden greš od doma. Tomaž, zelo rada bi te vprašala, videl si toliko dežel različnih, a si kam prišel, pa bi rekel, pa si rekel, tukaj bi pa živel ali pa morda ostal leto, dve, da ne bi šel takoj nazaj domov? No, jaz grem zelo rad na potovanje, zelo uživam, ampak dom je pa le dom, ne, tako da Zvone Šeruga, znan slovenski popotnik, je rekel, da pač najlepši del poti je vrnitev domov. Jaz dostikrat zdaj zadnje čase sem kar malo slabe volje, ker moram iti domov. Je pa res, da včasih sem pa imel domotožje in sem komaj čakal, da grem domov, tako da če ima kdo od gledalcev domotožje, bi mu jaz rekel, da ga izgubil tako, če bo to treniral. Se pravi, prva potovanja so vedno domotožje. Potem pa to izgine, ne. Jaz tudi zdaj, če grem z avtom, bi rekel, tule po Evropi ali pa celo do Gruzije sem šel, jaz običajno podaljšam potovanje. Se pravi, ne vem, imam planirano, ne vem, 22 dni, pa sem še 2 dni več, ne. Z letalom to ne moreš. Tako da zdaj glih, da bi rekel, da bi šel nekam živeti za leto, dve, to ravno ne. Če bi pa že mogel kam živeti, bi pa najlažje šel nekam na Balkan, ker pač mi je kultura blizu in tako naprej, ne. Zdaj recimo Filipini, Vietnam, Indonezija, vse, kar sem bil, Peru, Ekvador, vse super, ne. Ampak to en mesec grem jaz ponavadi, je super, ampak po enem mesecu je pa tudi kar luštno domov priti, no, pa
malo domače stvari pojesti pa tako naprej, ne. Ja, eksotika zelo paše, ampak ja, vendar je domača hrana tista ta prava, ne. Pri nas imamo toliko stvari, za katere smo lahko na dnevni ravni hvaležni, tako da Tako, ja. ja. Kam greš naslednjič? A imaš že načrt? Imaš že kako letalsko karto Nimam, kupljeno ali plan z avtom iti? ne, letalske karte še nimam kupljeno, ravno zdaj v tem času razmišljam, kam bom šel. Zdaj sem zadnja leta sem zelo veliko v Azijo potoval in to sem potoval samo z enega razloga, zato ker ljudje imamo radi udobje in v Aziji jaz vse poznam. Mislim, vsaka azijska država, to, ko sem bil jaz, se pravi Filipini, Indonezija, Vietnam, Kambodža, Tajska, je približno isti sistem potovanja. In tam sem skoraj kot doma, no, tako da se čisto znajdem. Zdaj nekam čisto novo deželo je pa malo težje in se bom malo drugače znajdel, ne, tako da zdaj sem si rekel, v Azijo ne grem več nekaj časa, moram iti v Afriko ali pa Južno Ameriko, čeprav sem že obedvoje bil. Se pravi, najbližji zdajle na seznamu potovanj mi je pa ali Etiopija ali Čile, tako da to dvoje verjeten bo. Lahko se pa kaj spremeni. Jaz v Aziji tudi zmeraj sam potujem, ker mi je sam potovati super. Je pa tukaj recimo Etiopija ali pa Čile, tukaj bom pa iskal sopotnike, ker tukaj treba pa en dober džip najeti in to pa ni tako poceni in bi bilo pa res neumno, da dam, ne vem, 2000 evrov najem džipa za 3 tedne, ne, pa da se sam vozim, pa sam gorivo plačujem, ne, tako da tukaj bom enega, dva ali pa maksimalno 3 sopotnike iskal. In pol tudi malo od sopotnika odvisno, kam bom šel, ne, tako da. Ja, sigurno, če potuješ sam, si sam svoj mojster na nek Tako, način, ne, greš tako. lahko kamor želiš. Če vas je pa več, je pa vseeno se treba malo prilagoditi tudi s tem, kaj bi radi drugi videli. Ali imaš morda kakšno sanjsko deželo, kjer še nisi bil, pa je v načrtu? No, veliko je teh dežel, Ni ki ena izpostavljena potem. čisto ena ni izpostavljena, ne. Zdaj na Kitajsko bi zelo rad šel, ker je zelo veliko stvari lepih. Brazilijo. V 50 deželah sem že bil, ne, tako da Še 3-krat toliko. ja, zelo rad bi šel v Jemen, ki je fantastičen, ampak je tam zdaj že 10 let vojna in se ne da iti, ne. Tako da No, super. to, ne, pa Venezuelo bi šel rad še enkrat, ki je tudi fantastična. Tako da imam planov dosti, no. Toliko stvari je za videti, ne? Toliko Tako, stvari ja. imamo še za odkriti. Tomaž, hvala za vse te zgodbe, si nas malo popeljal v svet. Kje lahko spremljamo tvoja popotovanja, kam bi nas usmeril? Ja, jaz vsakič, ko grem na potovanje, posnamem neko serijo videoposnetkov in to vse najdete na mojem YouTube kanalu Tomaž Gorec. Greste na YouTube, vtipkate Tomaž Gorec, pa me najdete. Ko sem pa na potovanju, pa tudi redno objavljam na Instagramu, kjer me tudi po Tomaž Gorec najdete. To tudi storije redno objavljam, če je le internet, ne, in me skoraj v živo lahko spremljate, tako rekoč, in vidim, da je to ljudem spremljanje preko storijev zelo zanimivo, ne, tako da na tej. To res dejansko v živo, ne? Kot Ja, da smo to je, smo če s tabo. internet vidiš tisto, kar sem jaz pred 5 minutami počel. Ja, zanimivo. Tomaž, najlepša hvala, da si bil danes z nami naš gost in nas popeljal malo v svet, dal tudi nekaj idej, kam gremo na naše naslednje potovanje, tako da hvala. Hvala tudi tebi za povabilo. Z veseljem. Drage gledalke in dragi gledalci, verjamem, da ste šli z nama na en tak dolg, kratek izlet po svetu, vse od Bosne, Pakistana do Filipinov, pa še kamor bo Tomaž naslednjič. Še in bomo lahko skupaj z njim preko družabnih omrežij tudi bili. Hvala, da ste bili z nama in se vidimo v naslednji oddaji Moja dogodivščina.